Čakaj, pa serije še ti pobi tam spoda v Pekingu. Sem pa jaz rekla, da tek pa ne more biti, na. Kaj še tega serije, no, Petkovšek je rekel, da mi v prinesu medaljo, pa gleda, kak je dela. Mene je sram, kaj šele druge. Pa se Žbogar je srebrno. Žbogar je pa dobo srebrno, ja, sam je ga pa tudi usral, je rekel, da bo zlato prinesu. Gremo, vesti na vesti, to so... Sam ti me pa tudi prgajaš danes, vesti na vesti so to iz Velenjskega studia 136, ali? Te pa berimo, na. Nagovor Janeza Janše na festivalu SDS v Šentvidu pri Stičnju, v kjerem je kritiziral politično konkurenco, so se odzvali v opozicijskih strankah. Beseda predsednika, čak nekam je usta prešel, besede predsednika SDS, ki je Janeza Drnovška označil za politika sodelovanja, LDS pa za stranko, ki žal ne sledi Drnovškovi zapuščini, je komentirala predsednica LDS Katarina Kresal. A še fajn bi se čulo, če bi ona bila recimo Katarina Kresal, olimpijska zmagovalka v disciplini met kopja, evo, ali pa diska. Veš, kake babe so to, pa ja ni takih bab v Sloveniji, po mojem, ona bi pa kamot lahko še to naredila, kaj praviš ti, ha? Skrajno nedostojno se nam zdi, da Janez Janša praktično nima nobenih moralnih pomislekov, kakršnega koli spomina ali pa kakršnega koli dogodka zlorabiti za svoje predvolilne boje in za obračunavanje s svojimi nasprotniki. Predsednik stranke Zares Gregor Golobič je obisk Janšev, kot ta zadnji klošari v riži smo, pa ti si ja trepna. Se pravi, Gregor Golobič je obisk Janšev v Zagorju ob odkritju Drnovškovega spomenika označil za sprevržen, zadnje izjave Janše pa za manipulativne. A se nismo zmenili neka, pop? A se nismo mi zmenili neka, da ne vše tih besed takih natrdev? Tudi za Jožeta Pučnika je Janez Janša v obdobju, ko je bil še živ, v obdobju, ko se je zavzemal za združitev socialdemokratskih strank v Sloveniji in ko ga je odstavil in odstranil iz vseh funkcij v socialdemokratski stranki kot ustanovitelja in prvega predsednika oziroma predsednika po Tomšiču, ga je odpravil na način, kot zdaj poskuša Janeza Drnovška in tisto bogatstvo v Drnovškovi dediščini, ne? Ko reče, je obdobje pred boleznijo, ko je bilo vse v redu, in obdobje bolezni, ki je treba pozabiti. Ne? Nekaj najbolj nekulturnega, kar je mogoče. Zelo podobno se je zgodilo tudi Jožetu Pučniku strani Janeza Janše. Pahorjev Borut je pa komentiral izjavo predsednika SDS o tem, da ga obnašanje politične konkurence spominja na režiserja Woodyja Allena. To vam meni znano od nekod, ki da je nekoč dejal, ne poznam vprašanja, vendar vem, da je seks definitivno odgovor nanj. Seks, smo rekli, a je to v redu, da mi rečemo seks tole na še temle vestih na vesti, ha? Mislim, da je šlo za neuspešen poskus humorja predsednika vlade. Čak malo, to je zdaj što bilo, ali kaj? Zakaj pa te ni rekel besede še te? Seks, 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 seks. Ej, a polah jaz tudi kakve druge besede uporabljam štole, ha? Tako lulika, pa lulek, pa zetor, pa kombajn, pa aženpehar, pa raufang. Pa sebi še lahko kjera bila taka, zele. Prvak socialnih demokratov, pa tako fajn, da prosiš, je treba želejo prositi, zakaj. Je bil sicer včeraj po seji predsedstva stranke optimistično razpoložen glede rezultata na državno-zborskih volitvah. Ti kaj, da v tej so še te volitve, ha? To je septembrske. Aha, pa že. Vse stranke, kot rečeno, se bodo prizadevale za uspeh. No, mi si bomo skupaj z demokratsko stranko seveda prizadevali za relativno zmago. Pričemer imajo naši tekmeci nekoliko lažje delo, ker nimajo in tekmecev in sodelavcev na desni sredini, mi pa jih imamo, s tem, da ni naša želja, da oni ne bi uspeli, ampak je naša želja, da bi skupaj uspeli, mi pa bili relativni zmagovalci. Pravim, gre za situacijo, v kateri bi relativna zmaga socialnih demokratov predstavljala pravi podvig. Mislim, da smo ga sposobni doseči. Čuješ ti, Zanšut pa le te govori, da bi mu človek pa že skoraj lahko verjel. Na pol. A kaj pa jaz vem? Ja pa lepo vedo pa je.
Če glih ne vem, kaj je povedal. Zmago z veliko razliko napovedujejo pri konkurenčni Slovenski demokratski stranki Branku Grims, Marija, še te vate kfajnga, vate rada pogledam, kak ima lepo frizuro, pa take lepe zobe, zanj smila, da ima eno piko štole od zadnji na ušetu, sem si mislila, Marija, kak je pa še to fajn. V glavnem, on je zaupal, kaj bi jim lahko preprečilo zmago na jesenskih volitvah. Edino, kar bi nas uspavalo v teoriji, je to, da bi nas vsi začeli hvaliti in da bi bili vsi prepričani, da so že zmagali, ampak takega med nami ne boste našli. Tis pa, terc, kak je pa, on seksi, jaz bi njega lahko cele dneve, zjutraj, zvečer, popoldne, pred pa po malci poslušala, pa tak, det, ta pravi det je. Jorma Ujta Korpi je odstopil z položaja direktorja Finske Patrije. Milana Martina Cvikla, poslanca Socialnih demokratov in nekdanjega predsednika parlamentarne preiskovalne komisije za nakup oklepnikov Patrija, odstop ni presenetil. Pa tek mene tudi ne, pa jaz če gledam, ne vem, glih kaj sem zdaj povedala, sem mene nič ne preseneti več v tem življenju. Zakaj bi odstopil direktor družbe, če je vse v redu? Tako da na potezi so ponovno organi pregona v Sloveniji. Točno tako je, pa tako življenje te vsakič lahko takle pretepe, zjutraj, zvečer, kadarkoli, mene je premlatilo, zdaj mi je vse jasno, pa zdaj sem pa že k sebi prišla. Ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič je od predsednika uprave SCT-ja Ivana Zidarja prejela simbolni ključ nove stavbe pediatrične klinike, za katero so temeljni kamen položili že leta 1998, kam mučkate tej kot cajta, pa še simbolični ključ si devate, namesto da bi ta pravega prinesli, pa odklenili vrate, pa otroke noter dali, pa bi bilo vse v redu. Jaz sem res razkurla embart. Takle sta preizkušala trdnost gugalnic na pripadajočem otroškem igrišču, ali propadajočem, sej ne vem več. Res sem se razkurla, porka dušna. To? A je garancija? Tina! Bravo! Čestitamo! Ej, sam eri mi kaj začete, ko se guncajo grpa dol po žetih le, namesto da bi jaz, plačite mene, sem jaz guncala grta pa dol, jaz sem zihar neka naredila, zidala, nem sam govorila. Porka dušna. Pediatrija naj bi uradno bila odprta prihodno pomlad, se je pa že včeraj pokvarilo eno izmed dvigal. A sem ti jaz rekla? Da nič ne štima? Čist nič ne štima? Sam pa to, da se guncajo nariti, namesto da bi dvigale popravljali pa take stvari delali. To ne morem jaz debatirati, verjetno je šlo nekaj za poskus mehane na take, ne bom rekel, sabotaže, ali pa mehani izigrava. Sedaj, ja, pa KGB je prišel, pa je dal šibico noter med vrate, pa je sabotažo naredil, pa pride svizec, pa je enega zrola, ja. Zidar je pa včeraj vnovič zavrnil vsakršno odgovornost za odpadanje protipožarnega ometa v predoru Šentvid. To pa sploh nič ne rekla več, a je v redu. O odpadanju ometa v Evropskem parlamentu je pa spregovoril evropski poslanec Jelko Kacina, tam in tudi odpada, ali ka? Zrušil se je točno tam, kjer sedi ekstremna desnica in del EPP-ja Evropske ljudske stranke. Naši poslanci so imeli srečo, vesel sem, da se je to zgodilo zdaj, ko nikogar ni. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Ej, predem da začnemo s kulturo, ali Petkovšek je bil peti, da ne o tem misli. Sem vedela jaz, da bo on ga posral, vse tako nič ni takega. Šestakova je bila pa šesta. A res? Kjera Šestakova je bila pa šesta. A ja, nisem zastopila, kaj si rekel, zabavaš se, ali? Prejšnji teden se je v Novem mestu zaključila intenzivna enotedenska delavnica v sklopu festivala Jazzinti. Udeleženci so svoje znanje predstavili na zaključnem koncertu v novomeških muzejskih vrtovih. Ej, sam to zdaj nisem bila jaz, da smo si na jasnem. Mi je bila fejs podobna, sam nisem bila pa to jaz, v redu. Vreme še. Čuješ, a si videl ti, da je padel nek dež meteorski, a kaj je bilo testo neke zvezde, so se ime malo sfuzlalo. Jaz tako vem, da što neka mora biti narobe še tem vremenu, če se pa tekle gunca mogr pa dol poriti, na. A je dojst?
Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti, ostanite še naprej z nami, kaj pa čete, zmeram boljši bomo, pa sej smo zmeram boljši, ali? Ja. Adio, na. Ugasni.